Greva potovat, Bojana. A si že bil, da je tako daleč? Bova danes se pogledala, preverila, izprašala, pa sem potem mogoče odločiva. Bi te mikalo, ne? Naj jo Janin popelje, kaj ti praviš? Ja, danes Janin, naslednjič pa ti recimo, ne? Živijo kar naprej. Že domača, ne? Zdravo, lep pozdrav. Ja, seveda, pozdravljam. Naša tradicionalna, da... Izvoli. Kar izvoli. Venezuela, ne? Venezuela. Sva prav povedala. Ja. Nesel si tudi filmčke s sabo, tako da bomo tudi te filmčke pogledali. Ampak tiste osnovne informacije, ki jih moramo vedeti, ko gremo v Venezuelo, pa so katere? Verjetno tudi vidva gledate zadnje čase v časopisih, na televizijih in tako naprej, novice o Hugo Chavezu, ljubitelju Fidela Castra in tako naprej. Zelo zabaven možakar. Najprej je bil televizijski voditelj, tak precej neortodoksen, potem je postal pa kar predsednik, kar se je oprl velikemu satanu in tako dalje. Skratka, zelo zanimiva zgodba. Nekaj interesantnega se nam je zgodilo s tem v zvezi. Tole je bilo pred 3 leti, menda, in sva šla z dekletom pač najprej v Venezuelo, potem pa dol do Peruja, skozi vse mestne države. No in sva šla enkrat tudi v Merido, to je še vedno v Venezueli. In Merida je mesto, kjer je najvišja žičnica na svetu. Nad višino Mont Blanca se dvigne. No, v 4 ali celo 5 kosih. No in dol grede gledava, da ima eden napisano nekakšno mesarijo tam na svoji kapi. Tole, kar vidite, se dogaja že v delti Orinoka. Tole je pa naš voznik Pablo, ki ga bomo malo kasneje še videli, ko nas bo malo popeljal po reki. Tole je pa njegova hiša, na levi strani pa gradi tudi drugo, jo bomo malo kasneje tudi videli. No, ampak nekaj drugega moram povedati, tole naj pa kar zraven teče, malo za ilustracijo. Jaz še to moram povedati, ja. Tale čovek, ki ga gledamo, semle notri se bomo usedli zdaj vsak hip. Malo luk nas deluje, ne? Ja, bolj kot si misliš, ker ta čovek je bil tik pred tem še na dnu reke, kakšen 1,5 metra globoko, pa ga je s kavlem ven privlekel in ga malo prevrnil, da je šla voda ven, potem je prišel pa noter, pa še s krožnikom malo dodatno izplaknil. Gre pa za to, da je to deblak, pač iz enega kosa narejen čovn s sekirami in z izžiganjem in tako naprej, iz nobenih desk ni sestavljen, ampak iz nekakšne palme, ki je precej porozna in vsako noč se potopi. Tako da takrat, ko ga potrebuje, ima parkirišče lepo na dnu reke in ga potem potegne ven in izprazni, tako kot ste pravkar videla. Je pa precej vroče, tako da se hitro posuši. Tele 2 deski sta na ena sedeža in zdaj se bomo vsi skupaj zapeljali v enega od rokavov te reke Orinoco. Tole je vse skupaj vzhodno od mesta Caracas, pač blizu, lega, tam zadaj veselo vesla. Torej, delta je kar zelo velika, ena največjih na svetu, nekaj manjša od delte Amazonke, ki je tam v bližini, pač v Braziliji. Kakšne neprijetne živali lahko srečamo na tem vodnem popotovanju? So tukaj krokodili in piranje in tako naprej, ampak ni za zganjati paniko. Zdaj bomo malo vtaknili roko noter, to bo zato, še kasneje bomo še malo globje, da boste videli, kakšna nenavadna voda je to. Namreč je popolnoma čista, ampak je pa obarvana. Oranžka sta, rdečka sta. Celo rjava, ko daš recimo roko decimeter ali 2 globoko, je prav temno rjava, skoraj ne vidiš roke več. Zaradi česa? Torej, rekli so mi, na Finskem so mi to povedali, da je samo v srednjem pasu, se pravi v našem, v vodi nek encim, ki razgrajuje tisto organsko barvilo, ki je v listih. Blizu ekvatorja pa tega ni, pa nad tečajnikom menda tudi tega ni. Tako da na Finskem, no, tudi malo še nižje, tako da na Finskem so zanimivo spet, ne, voda popolnoma čista, sem jo poskusil, tudi dobrega okusa, ampak rjava pač. Kaj pa kot popotnik nujno moraš videti v Venezueli? Kaj priporočaš nekomu, ki gre prvič tja, če se ne sme spustiti? Ena od osnovnih je tista Merida, ki sem jo prej omenil, to je v hribih, že precej na altiplanu. Tam zraven je tista železnica, torej ta žičnica, ki sem rekel, pa veliko gorskih tur, če je kdo kakšen navdušen planinec. Na vsaki od postaje, ki je na vsakih nekaj kilometrov, je pač kakšna lepa tura. Potem se da iti v Orinoco, tam imaš kot prvo tisto anakondo loviš, tisto je zelo zabavna zadeva, pa praktično vsaka odprava jo tudi najde. Sicer včasih, če ni sreče, najdejo samo nekaj metrsko,
včasih pa tudi blizu 10-metrsko. A to zdaj resnično Ja, govorim? sam greš zraven, tam je seveda tudi nekaj njihovih, on jo ve, kako mora, ne, zagrabijo za glavo in ti jo potem grabiš za del trupa in jih 10 možakarjev se postavi, potem se vsi slikajo ponosno in potem jo spet spustijo. In to je to. Ja, Tako, a ti nisi šel, ali kako? loviti Ne, ene še, tombe? imam pa namen naslednjič, ko grem, sem se že pogovarjam z eno manjšo skupino, da bi šli tja, pa ne vem še. kdaj v planu spet? Najbolj, če se gre zgodaj, kar januarja, februarja, najboljše Torej zdaj vreme. ta pravi čas za obisk Zdaj le ta hip je Venezuele. kar v redu, ja. Aha, okej. Pa kaj si se že večkrat odpravil v Venezuelo ali samo enkrat do sedaj? V Južni Ameriki sem bil že parkrat, no, ampak največkrat, tako klasično dežela za obiskati dve sta, no, Bolivija in Peru. Ti dve sta najbolj znani in tudi največ je videti tam, ne. Kar pač seveda so stari Inki in tako naprej. Imamo še kaj časa, ali gremo že vam počasno, no, potem bomo pa o tej reki še kdaj drugič kaj povedali. Ja, časa nam hitro zmanjka s tabo, nekaj imaš polno zgodbic. Ogromno, ja. Ja. Danes sicer smo spoznali Venezuelo tako z adrenalinskim predihom, bom jaz temu rekla, ne, od Anakonde do Evropa in podobnih zgodbic. Bomo drugič še kaj več povedali, a ne? Midva pa zdaj greva v kuhno. Ja, tako Oren da diši, mi tebe Jen, zapuščava hvala v ti, dnevni sobi. najlepša. Ti Pa se bomo še videli. uživaj še vonjavo. Naslednji Ja, ponedeljek. naslednji ponedeljek Z veseljem. živo Okej. in Adelo, mi pa čez 14 dni. Ja, Dio. midva pa res v kuhno, kajti to res fajn diši. A ne, da že dobro diši. Jaz sem ta čas že tlele zlato zarumenela na kocke narezan kruh in seklam ravno kar peteršilj. Jaz sem poslušala to zgodbo, ne, in o teh potovanjih. Jaz grozno rada potujem in se dogajajo zelo nenavadne stvari. In sem se spomnila, kaj je tisto, kar sem najbolj nenavadnega jedla na enem od potovanj. Namreč v Indiji kravo. Govedno. Zato, ker so vsi verni in se tem kravam izogibamo svetim in potem muslimani jih pa jejo, ne. In potem so mi rekli, da so me enkrat pelali prijatelji, ne, da sem bila tam z Evaldom Flisarjem na festivalu v Kalkuti, igrala sem predstavo v slovenščini na festivalu mednarodnem v Kalkuti in smo bili njihovi gostje. In ko so nas hoteli prav posebej počastiti, so rekli, gremo jest govedno. In kaj ne jemo krav. Ne, muslimani jih kuhajo, veste, in so nas pelali v eno muslimansko restauracijo, kjer smo jedli govedno v eni taki jogurtovi omaki. In je bila res dobra, sicer jaz tudi sem v obdobju mesa nisem mogla videti, ker sem prišla ravno iz Varanasija, ker sem gledala tista zažiganja trupel in se mi je kar malo ustavilo. Ampak, no, to je bilo najbolj nenavadno, recimo. No, zanimivo. Kaj moramo zdaj mi tukaj dokončati še? Zdaj bomo pa...